Danes v Pomurskem dnevniku dotrajana osnovna šola. Večletni proračun Evropske unije. Najprej raca, zdaj park živali. Podjetje Lendava 2025. Vreme jutri pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Skoraj 200 let stara stavba v Cezanjevcih je osnovna šola, ki jo vsak dan obiskuje 190 otrok. Šolarji osnovne šole Janka Ribiča na novo šolo čakajo že 20 let, medtem pa je dotrajanost stavbe in prostorska stiska vse večja. Na prvi pogled je dotrajana stavba, a malokateri obiskovalec Cezanjevec bi zanjo upal trditi, da se za temi zidovi odvija vzgojno-izobraževalni proces. Pa se. Prostorska stiska je tako huda, da šola vsak kotiček izkoristi za pouk. Tukaj imajo učenci športno vzgojo in pod telovadnico imamo 2 učilnice v kletnih prostorih. In ves ta hrup, ko se žoga odbija, doli moti pouk. Odpravimo se v klet v učilnico matematike in preverimo. Medtem ko sedmošolci računajo, slišimo žogo, ki se odbija po telovadnici. Učenci so tega, verjeli ali ne, že vajeni. Malo žmetni, pretesti se, žmetni se brate, da kaj piše. Tudi dnevne svetlobe v kletni učilnici prav veliko ne vidijo. Na tej šoli že poučujem 33. leto in toliko let že v bistvu poslušam obljube, da bom nekoč v boljših pogojih delala, da ne bom imela učilnice pod telovadnico, učilnice z malo svetlobe. Jaz sem se privadila tem neustreznim pogojem, hudo pa mi je za učence, ker se mi zdi, da se oni težje privadijo na te pogoje. Še ena učilnica se skriva za kuhinjo in znova po stopnicah navzdol, v klet. To je učilnica za gospodinjstvo. Kjer izvajamo oziroma si mislimo najbolje izvesti praktični pouk. Učenci si tukaj priložnost postavijo mize, klopi. In še ena učilnica v modularnem objektu za častnem prizidku k šoli, ki je nekoč služil kot vrtec. A to še ni vse. Pouk imamo tudi na hodnikih. Učna pomoč se izvaja v jedilnici ali v čitalnici ali, kot sem že rekla, na hodniku, ker enostavno nimamo dovolj prostora. Vsi vejo za to, vsi se tega zelo dobro zavedamo. A stvari se ne premikajo. Hojnikova, ki je ravnateljevanje prevzela pred 8 leti, kaže še strme stopnice. Čez njih otroci ponekod stopajo tudi v razred. Pa dotrajane ploščice v straniščih odpadajoč odmet. Šola je stara in nefunkcionalna, a še večji je strah, da bi v skupnosti ostali brez nje. Nekateri dajo, če ni mogoče več izvajati tukaj pouka, pa bomo naredili ali podružnično šolo ali pa šolo zaprli. Prav zaradi tega dostikrat smo raje bolj nežne oziroma nismo tako glasni, kot bi morali biti. Naveličani obljub o novi šoli optimizma ne premorejo več. V tem trenutku ne vem, kaj si sploh lahko obetamo, kaj si želimo, pričakujemo, vendar očitno je cilj še zelo daleč. Smo jim hvaležni staršem, da to razumejo in da nam otroke dajo v take prostore, kot so. Kot pravijo, se trudijo kljub vsemu v teh prostorih biti kar se da kakovostni. V Bruslju poteka izredni proračunski vrh, kjer se države članice Evropske unije pogajajo o novem večletnem proračunu. Pogajanja potekajo v luči iskanja kompromisa med državami neto plačnicami, ki želijo čim manjši obseg proračuna, in državami neto prejemnicami, ki nasprotujejo zmanjševanju kohezijskih sredstev. V ospredju pogajanj o novem večletnem proračunu Evropske unije je zmanjševanje sredstev za kohezijsko politiko in tudi skupno kmetijsko politiko. V bistvu gre za več razlogov. Pred kratkim je Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, gre za enega izmed največjih neto plačnikov in to se bo gotovo odrazilo tudi na evropskem proračunu. Potem pa je tudi želja same Evropske unije, da bi sredstva prerazporedila tudi med druge prioritete, kot so podnebne spremembe, digitalizacija, varnost, konec koncev obetajo se tudi višanje sredstev za program Erasmus in seveda se potem to prerazporejanje sredstev oziroma zmanjševanje sredstev odrazi na dvema politikama, ki sta v proračunu najbolj zastopane, to pa sta evropska kohezijska politika in pa skupna kmetijska politika. Kakšna pa so konec koncev nekako pogajalska izhodišča vpletenih strani? V bistvu pred časom je Evropska komisija predstavila svoj predlog, ki je bil na 11,11% bruto nacionalnega dohodka Evropske unije. Evropski parlament je nekako svoja pričakovanja celo povišal na 1,3%.
Sedaj pa imamo na mizi, bom rekel, kompromisni predlog predsednika Evropskega sveta, Charlesa Michela, ki nekako smatra, da bi bilo izhodišče za pogajanja proračun v višini 1,074 od bruto domačega proizvoda. Seveda na vrsti so države članice, one bodo imele glavno besedo, seveda si bodo neto plačnice prizadevale za nižji proračun, neto prejemnice za višjega, pa ne samo to, kdo se zavzema za višji ali pa nižji proračun, pomembno bo tudi, v kateri smeri bodo šla pogajanja glede razporeditve samih sredstev. To pomeni, ne gre samo za višino proračuna, ampak koliko denarja bo namenjeno za posamezno politiko. Rezi se torej obetajo pri sredstvih za kohezijo in kmetijstvo. Kakšni pa bi lahko bili ti rezi? Ja, če to primerjamo z aktualnim proračunom, bi to pomenilo 12% zmanjšanje za evropsko kohezijsko politiko in 14% zmanjšanje za skupno kmetijsko politiko. Kakšen proračun si želi Slovenija? V bistvu seveda Slovenija je med tistimi državami, ki si želi več sredstev za kohezijsko politiko in pa tudi za skupno kmetijsko politiko. Predvsem si želi, da ne bi prišlo do drastičnega znižanja kohezijskih sredstev za zahodno kohezijsko regijo. Prav tako nekako zasleduje interes, da se ne bi v tolikšni meri zmanjšala sredstva za razvoj podeželja v okviru skupne kmetijske politike. Najverjetnejši scenarij pa bi znal biti, da bomo na koncu priča kompromisu. Konzorcij medijev TV Ideja, Sobota.info.com, Maribor.info.com in Ptuj.info.com izvaja projekt kohezijske zgodbe. V okviru tega predstavljamo zgodbe ljudi, ki jim je evropska kohezijska politika spremenila življenje. Tokrat predstavljamo park prostoživečih živali. Vse skupaj se je začelo pri mojih 6 letih, takrat s prvo Nemo Raco in pa potem seveda nadgradnja vsako leto smo potem pridobivali vedno več prostoživečih živali in danes jih imamo preko 80 vrst. Predvsem je pa poudarek na pticah, pomeni ptice iz celega sveta, pa večinoma ogrožene vrste ptic. Pri nas imamo trenutno 9 vrst žerjavov iz celega sveta, kot celotna skupina so žerjavi ogroženi. Imamo tudi nekatere zelo redke vrste, pri nas edinstvene recimo v tem delu Evrope. Z ljubeznijo in skrbjo za svetovno ogrožene vrste živali želimo tudi v prihodnje izobraževati obiskovalce in skrbeti za ohranitev raznovrstnosti živalskega sveta. Včeraj je v Lendavi potekala 11. redna seja, na kateri je bilo med drugim govora o spremembi načrta razvojnih programov in načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Občinski svetniki pa so hkrati sklenili tudi, da bo občina ustanovila podjetje Lendava 2025 d.o.o. Lendavski župan Janez Madjar je v pričetku točke dnevnega reda o ustanovitvi projektnega podjetja za kandidaturo Evropske prestolnice kulture izpostavil, da bo občina storila pomemben korak v postopku kandidature in ponovno izrazila močno željo po pridobitvi naziva EPK 2025. Jaz mislim, da je iz gradiva razvidno, da je namera samo v tem, da bomo komisijo zares prepričali, da je naša namera resna, ker smo resno sedanjem, bom rekel, obdobju kandidature oziroma, bom rekel, kandidatov za kandidaturo za izvedbo Evropske prestolnice, bom rekel, ugotavljam, da smo najmanjši. In s to potezo bi na predstavitvi pridobili en bonus. Lendava se bo 25. februarja v Ljubljani v boku z ostalimi kandidatkami predstavila pred 10-člansko komisijo, ki bo nato svojo odločitev o uvrstitvi kandidatov v drugo fazo sporočila do konca februarja. Občinski svetnik Dejan Suč je sicer izrazil podporo nameri občine in sami kandidaturi, a hkrati izpostavil domnevno pomanjkanje informacij o vsebini same prijave, saj da je občinski svet kandidaturo zadnjič obravnaval na 4. seji marca lani. Mi nismo videli enostavno nič od te kandidature še. Torej niti razpisne dokumentacije, niti ne vemo, kdo dela na tem projektu, torej žal iz medijev mislim, da ni prav, da izvemo. Jaz podpiram to ekipo, ne narobe razumeti, ampak občani nas vprašajo, kdo so ti ljudje in enostavno jaz ne vem povedati. Kje smo, ne vem povedati. Župan je na pripombo odgovoril, da je vsebina kandidature konkurenčna prednost, ki jo podobno kot druge kandidatke pred samo predstavitvijo ne želijo razkrivati. Gospod, če ste vi spremljali medije, jasno sem povedal tudi naši člani ekipe, da dokler
ni predstavitve pred komisijo kandidature, do tistega časa je konkurenčna prednost, kaj bomo jim predstavili. Se pravi, vsebino gradiva in tudi predstavitev. In tega se bomo držali do 25.2. oziroma do 27. 28. ko bo razglašena tudi, se pravi, tiste 3 občine, 2 občini ali 1 občina, ki bo šla v drugi krog. Ne vemo, kako bo, pač bo čas pokazal. Ukolikor se Lendava ne bo uvrstila v drugi krog kandidature za naziv EPK 2025, se bo postopek ustanovitve podjetja Lendava 2025 ustavil. Najnižja osnovna plača za delavce v turizmu se bo dvignila za 10,25%, regres pa se bo v primerjavi z lani povečal za 100 evrov in bo tako znašal 1150 evrov. Predstavniki turističnega gospodarstva in sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije so podpisali aneks panožni kolektivni pogodbi, s katerim bo prišlo do dviga plač v 2 korakih. Prvi dvig plač za 5% bo izveden marca. S 1. junijem, torej na začetku glavne poletne turistične sezone, se bodo plače dvignile še za preostalih 5,25%, poroča STA. Hkrati so z aneksom v kolektivni pogodbi določili tudi višino regresa, ki bo letos izplačan v višini 1150 evrov, kar pomeni 100 evrov več kot v letu 2019. Letos se je v celotnem gospodarstvu dvignila minimalna plača z 886,63 na 940,58 evra bruto. Ob tem se je spremenila tudi definicija minimalne plače, ki po novem ne vključuje dodatkov. Prav v turizmu in gostinstvu veliko zaposlenih prejema minimalno plačo. Podpisniki aneksa so po poročanju STA ob tem dejali, da na ta način izkazujejo, da se zavedajo potrebe po dodatni motivaciji zaposlenih v turizmu in gostinstvu, ki so osnova za dvig kakovosti v tej dejavnosti. Na Sobota Info poročajo o 2,5 milijona evrov vredni investiciji v Murski Soboti. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji izmerno oblačno. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Lendavi namerili 7 v Krajinskem parku Goričko, 8 v Radencih in Murski Soboti pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji izmerno oblačno. Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu ukrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najnižje jutranje temperature se bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru gibale okoli -2, dnevne pa okoli 12 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, v nedeljo bo sončno z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo. Popoldne se bo na jugozahodu pojavila nizka oblačnost. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, še topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do 2, dnevne pa od 13 do 17 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.